Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa despojno prvo konkubino v državi Tino Gaber, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Premier Golob je želel prepovedati še gasilske veselice. Minister za okolje Bojan Kumer, znan po svojih neumnih idejah in afiniteti do pregrešno dragih vozil na naše stroške, je predlagal uredbo o, pozor, načinu uporabe zvočnih naprav, ki bi v praksi pomenila, da bi bilo nemogoče organizirati in izpeljati gasilske veselice. Ker nas v lanskih poplavah nista reševala Golob niti Kumer, ampak predvsem prostovoljna gasilska društva, smo seveda Golobu, Kumru, Tini in vladi v celoti sporočili: no pa saran, gasilskih veselic ne damo, pa če tudi se Tincaka in Robi na glavo postavita. Vlada nas je uslišala in je spolno uredbo umaknila. Za sedaj. Sedaj pa se lotimo 103. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kako preživeti svobodo, kako bomo preživeli še 2 leti svobode. Robi in Tina uživata na naše stroške, v planici ona denimo v kostimu za 1000 evrov. Ja, eskort seveda stane in predvsem na naše živce. Kako bomo preživeli še 2 leti tega, bomo vprašali našega stalnega komentatorja, politologa, dr. Sebastjana Jeretiča. Sebastjan, dobrodošel v Faktorju. Dober večer. Sebastjan, kako si ti videl recimo zgodbo, če tukaj začneva okoli te uredbe, glede urejanja hrupa na javnih prireditvah? Zakaj je recimo potreben revolt javnosti, da se potem vlada potegne korak nazaj in sporno ureditev umakne? Pa ja, komu pri pripravi tega moralo priti na misel, da pač v Sloveniji, če je kaj popularno, so pa prostovoljna gasilska društva in gasilske veselice, in da na tak način, kakor so si zamislili, stvari enostavno ne bo šlo. No, razlog je ravno v tem, da nikomur ni to padlo na pamet, ker enostavno ni političnih izkušenj. Saj smo že neštetokrat govorili o tem, neka resna politika bi seveda upoštevala tudi ta vidik. Očitno grejo neke zadeve po inerciji, strokovne službe lahko pripravijo kakšne zadeve, ki so mogoče tudi na podlagi dejansko kakih pritožb, pa mogoče ne na gasilske veselice, ampak na kako drugo zadevo, potem napišejo nek takt, ki se jim zdi enostavno, da rešuje tisto mikrostvar, ne razmislijo pa o vseh ostalih posledicah teh zadev. In potem pa ni še tega političnega filtra, ki bi ugotovil, da je današnja situacija takšna, da se vlada ne sooča z najbolj perečimi težavami. Torej od zdravstvene krize, torej stavke zdravnikov, da ugotavljamo, da kljub vsem visokoletečim besedam še danes ljudje, ki so jih prizadele lanske poplave, kar je glavni izgovor vlade za odlašanje vseh ostalih zadev, še vedno nimajo, ne samo da nimajo urejenih zadev, tudi informacij nekako nimajo. Torej, če se politika ni sposobna lotiti najbolj pomembnih zadev, je popolnoma jasno, da bo vsaka marginalna stvar, ki bo prišla v medije, povzročila revolt. Mogoče ne zaradi same celo stvari, ampak zaradi nekega celotnega konteksta. Ja. Sebastjan, se ti strinjaš z oceno dr. Žige Turka za domovino, da ta vlada nima idej in da nima ambicij in da je to težava? Zagotovo. Torej, če pustimo na strani to, da absolutno nima izkušenj, kar je samoumevno, glede na to, da so novi obrazi, bi mogoče pričakovali, da vsaj v tem letu, 2 počasi začne rasti neko zavedanje o prioritetah, programskih, reformnih, kakršnihkoli, oziroma da se bodo vsaj malo, ne vem, da bodo vprašali koga od vrste tistih nekdanjih LDS-ovcev, ki so, lahko rečemo, podporniki mogoče te sedanje opcije, pa očitno tudi to nekako se ne zgodi. Tako da zagotovo ne samo, da nimajo idej, ampak bi se strinjal tudi z drugo tezo, da ali jih ne briga, ali pa se sploh ne zavedajo, kaj bi jih moralo brigati. Oni si domišljajo, da so pač na položaju, rešujejo kakšna dnevna vprašanja, ki jim lih priletijo
slučajno na mizo in mislil, da je to. Ne. Če se spomniš, vse te nove vlade, ko prihajajo, večina ministrov in njihovih ekip, recimo vsaj prvo leto ali prvi 2 leti, si misli, da delajo fenomenalno že zaradi tega, ker delajo od 8 do 8. In potem jim skušaš dopovedati, da vsi ministri, vseh vlad, kjerkoli delajo od 8 do 8 in da samo kvantiteta čisto nič ne pomeni o tem, koliko sposobni so in kakšne rezultate so sposobni producirati. Ne? Torej, ta ekipa seveda ni imela lastnih idej, ni jih znala niti posvojiti in tudi ni znala zmotivirati, predvsem uradništva, ki je seveda vedno en ključen element v kakršnikoli vladi, niti uradništvo ni bila sposobna zmotivirati, da bi magari iz predala privlekel tiste zadeve, ki se iz mandata v mandat nekako valijo. No? Sebastian, ta teden so bila poslanska vprašanja predsedniku vlade, nič posebnega, ne? Tako je pač ponovadi zadnji ponedeljek v mesecu, ko se začne seja državnega zbora, no, ampak tokrat recimo se je nekaj zanimivega, saj za moj okus, pripetilo. Namreč vladni poslanec, koalicijski Jani Prednik, je postavil vprašanje predsedniku vlade. Predsednik vlade je odgovoril, v tem odgovoru se je zmotil oziroma je napačno navedel, da se z najemninami visokimi v Sloveniji ukvarja minister za gospodarstvo, in ko ga je poslanec Prednik popravil, ne, v odzivu, da pač se s tem ne ukvarja minister za gospodarstvo, ampak minister za solidarno prihodnost, mu je predsednica državnega zbora, ki je vodila sejo, Urška Klakočar Zupančič, dodelila opomin, ne, ker naj ne bi šlo za proceduralno vprašanje. Zanima, Sebastian, tega še nismo doživeli, ne, da zdaj že koalicijske poslance se disciplinira z opomini, če pač upozorijo na to, da tisto, kar govori predsednik vlade, ne drži povsem. Prvi glavni razlog je to, da pač predsednica parlamenta nima blage veze v politiki in da se vidi to tudi v njenem, recimo, popolnoma različnem odnosu do enih ali drugih obiskovalcev že, kar smo lahko opazovali od 2 protestov podpornikov Palestine na eni strani, na drugi strani pa podpornikov, recimo Pavla Ruparja, da izpostavim liderja zgodbe, ki je doživel čisto drugačen odnos v parlamentu. Enako kot seveda ima popolnoma različen odnos do posameznih poslancev. Zdaj pri Janiju Predniku je opaziti, da predvsem od afere Dominika Švarc-Pipan ima nekaj malo ostrejših nastopov usmerjenih proti vladi. Ne samo na tisti, recimo ravno na komisiji, na odboru, ko so se ravno z Dominiko pogovarjali, ko je prišel s tisto frazo, da je kot Esmeralda spregledala, ne, ampak očitno tudi do predsednika vlade, bom rekel, ni bil tako pohleven, kot je večina koalicijskih poslancev. Tako da v zadnje čase se vidi, da Prednik gradi mogoče na tem malo bolj agresivnem političnem nastopu, glede na to, da živimo v dobi populizma, je to, dajmo reči tak, pameten, ustrezen populizem, torej ne v nekem diskurzu, ampak v energiji, v nekem odnosu, ki jo kaže. Tako da je tudi zaradi tega verjetno prišlo mogoče do takšnih napetosti. In očitno je, da Prednik tudi svojo, dajmo reči, kandidaturo za predsednika Socialnih demokratov gradi bolj na tem nekem distanciranju od vladnega delovanja, kar recimo opazimo lahko tudi pri drugem kandidatu Tadeju Beočaninu, ki je pa seveda v intervjuju izpostavil, da so ljudje, torej tudi on, seveda razočarani na to vlado, ker nima rezultatov. Ne? Skratka, to je popolnoma jasno, da se lahko vsaj tisti akteri, ki niso v vladi, ne, tudi čeprav gre za koalicijsko stranko, nekako ostreje ali pa kakorkoli distancirajo od vlade. Ne? Zato je običajno normalno in normalna zahteva, da mora lider koalicijske stranke biti v vladi, ne? Ker mu je dosti težje kritizirati, čeprav imamo tudi tukaj izjemo, ne? Tudi Karel Erjavec je seveda bil minister v največ vladah, pa je znal se vedno distancirati od vlade, v kateri je sedel, kadar je bilo treba. Ne? Ampak dajmo reči, da po navadi se to ne dogaja, sploh pa na pol mandata. Ne? Ja, če to drži, potem pri Socialnih demokratih bo tu kar problem, ne? Kar praviš, ker vsi trije kandidati, ki so za predsednika, zaenkrat ne kaže, da bi šli v vlado. Beočanin je tako župan Ajdovščine, Jani Prednik je poslanec, Milan Brglez je pa evropski poslanec in verjetno delno kandidira tudi za to, da bi
postal evropski poslanec oziroma postal nosilec liste SD za evropske volitve. Zdaj, Sebastian, Tanja Fajon ne bo več na čelu SD-ja, toliko je jasno, ne vem pa, če je jasno že, kdo jo bo nadomestil. Naštel sem vse 3 kandidate, kaj ti meniš? Kolikor se tudi pogovarjam z ljudmi, noben še ne bi stavil. No, torej, izgleda, da je situacija res popolnoma nejasna, čeprav je dobra 2 tedna sta nekako do kongresa. Časa, tako da očitno se bo res, ali se bo razpletlo tiste zadnje dneve pred kongresom, še mogoče s kakimi regionalnimi dogovori, recimo, da se bodo malo poenotili kaki delegati, ali pa se bo dejansko zgodilo čisto na samem kongresu, ker ni nič nenavadnega. V končni fazi tudi, da reči, da tako nejasna situacija je bila mogoče samo enkrat, takrat, ko je na koncu zmagal Igor Lukšič, ko je torej premagal Boruta Pahorja, takrat je bil tudi 3. kandidat Patrik Lačič, torej tudi takrat je bil nek pa še 4, če se spomniš Zlatko Jenko. No, pa še Zlatko, tako da v vsakem primeru je bila torej neka tekma, ki se je potem v zadnjem momentu nekako razpletla. In zna biti, da bo tudi tokrat tako. Jaz mislim, da če imamo realen pogled na stranko, če jo ne upoštevamo po tistem enkratnem dosežku leta 2008, ki je bil nekaj popolnoma drugega, ampak jo gledamo kot stranko, ki je od leta 92 naprej ali malo pod ali nad 10% in tudi realne ambicije te stranke razumemo, potem bo katerikoli od 3 kandidatov, ki bo zmagal, mislim, da je imel dokaj lahko delo ostati v tistem razponu. Jaz mislim, da je bilo pretirano, ko so nekateri ob tisti seveda velikem fiasku in krizi zaradi Dominike Švarc-Pipan že odpisali to stranko. Malček poznejša reakcija je sicer bila, predsednica Tanja Fajon ni v hipu znala odreagirati, je bilo treba očitno kar malo stisniti, da je spoznala, da nima več kaj iskati na vrhu stranke, ampak mislim, da bo katerikoli od 3 kandidatov imel lahko delo za tisti, dajmo reči, rang od 5 do 10% stabilizirati stranko in da bo po obdobju res brezbarvnosti in Židana in Tanje Fajon kdorkoli bo zmagal, lahko dal nek pečat takšen ali drugačen. Ali bo to temno rdeč, trdo levi, ali bo malo bolj svetlo rdeč, malo bolj zmeren, povezovalni, sredinski, ali bo pa ta nek agresiven, pa bomo videli, katera nijansa rdeče mu bo pripadala. No? Ja, zanimivo si mi to zdaj barvno opisal, tako da predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nama videti, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kako bomo preživeli še 2 leti svobode. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator Sebastian Jeretič. Pogovarjava pa se o tem, kako bomo preživeli še 2 leti svobode. Sebastian, verjetno ne glede na to, kateri izmed 3 kandidatov za predsednika SD bo izvoljen, ne gre pričakovati nekih radikalnih potez v smislu izstopa SD iz koalicije. Kaj pa recimo odnosi razmerja znotraj koalicije po tem kongresu SD? Misliš, da se bojo kaj umirili? Zdaj, oseba, ki je veljala za glavnega generatorja teh notranjih razprtij, generalna sekretarka Gibanja Svobode Vesna Vuković odhaja, nekako se upada ta njen odhod z kongresom SD-ja, izvolitvijo novega predsednika SD-ja. Kakšni misliš, da bodo poslej odnosi znotraj koalicije? Bojo bolj mirni, bolj stabilni, ali se bo ta boj vseh proti vsem nadaljeval? Najprej jaz mislim, da je Vesna Vuković dejansko tudi svoje puščice, strele, bombe usmerjala proti izbranim ljudem, ne glede na politično pripadnost. Tle recimo bilo seveda najprej do ljudi, ki so kakorkoli sodelovali, recimo tudi v času prejšnje vlade Janeza Janše, to je bil seveda prva črna lista. Drugo pa, ona ni imela nobenih težav rušiti ljudi iz Svobode, torej tudi recimo določene ministre same Svobode, ki so se morali recimo posloviti. Tako da, kar se tiče samih koalicijskih
koalicijskih razmerij. Najprej, kar se tiče Levice, mislim, da ni čisto nobenega zunanjega vpliva, zaradi tega, ker imajo polno podporo in božanje strani predsednika vlade, kadarkoli je bilo treba, je celo z njimi izjemno uglašen v nekem radikalno levem diskurzu. Poleg tega ekipa, ki sedi po ministrstvih, se je zdaj malo navadila na neko salonsko, prestižno življenje, tako da oni imajo bolj notranje probleme, ker so uličari ostali na ulici in pričakovali, da bodo njihovi predstavniki nadaljevali z revolucijo. Ne? Te so se pa soočili nekako malo z realnostjo, malo pa z salonskim stilom življenja. Mislim, da bo malo drugače mogoče v odnosu do SD-ja, pri čemer je seveda odvisno najprej od tega, kdo bo zmagal, zaradi karakterja, ne zaradi česa drugega, predvsem zato, ker se zna znotraj SD-ja enostavno ekipa organizirati v pripravah na naslednje volitve. Zdaj, če pogledava, to je stranka, ki je enkrat samkrat, ne zaradi stranke, ampak zaradi Boruta Pahorja in vrste drugih okoliščin uspel veliki met. Ne? Ampak ves čas pa ostajajo sanje po tisti veličini in po novi zmagi. In čeprav mislim, da ni več skoraj nikogar, ki je bil deležen tiste poti do zmage 2-8, ki pa še danes deluje recimo v vrhu stranke in torej nimajo niti vednosti o tistem, imajo pa te ambicije. In vsakič znova se seveda nekje na pol mandata veselijo, ker začne propadati novi obraz in pol nekaj časa njim malček zraste rejting in se začnejo komentatorji ugibati, ali lahko naslednjič oni zmagajo in seveda jim nikoli ne uspe. Tako da jaz mislim, da nadaljevanje teh ambicij in zna tudi tokrat spraviti v nek tak odnos, da bodo enostavno skušali iti na zmago, kar pomeni, da bodo seveda morali biti kritični do delovanja same vlade, do pomanjkanja rezultatov, ker s tem se moramo sprijazniti. Ta vlada do konca mandata prav nekih velikih zadev ni sposobna, torej ne samo, kot smo rekli, nima idej, nima ambicij, nima niti znanja, da bi karkoli velikega pripeljala do konca. Zdaj mogoče smo včasih tudi preveč kritični, preostri, obstajajo kakšne malenkosti ali pa kakšni projekti, ki grejo čisto mimo neke pozornosti visoke politike, ki se lepo razvijajo. Ne? Recimo, včeraj sem bil ravno na konferenci Geo Slovenija, kjer so različne državne službe predstavile fenomenalen projekt digitalizacije prostorskih informacij, torej obstajajo zadeve, ki grejo čisto po strokovni plati nekako naprej, ne? In tudi to se bo seveda dogajalo. Ampak velikih političnih dosežkov pa mislim, da ni za pričakovati. In to bo seveda od ambicioznega vodstva, če bo SD dobilo ambiciozno vodstvo, to je pač naslednje vprašanje, seveda terjalo, bom rekel, neko kritičnost do, ali pa navidezno samokritičnost do koalicije, ki bo pa seveda usmerjena predvsem v predsednika vlade, kar bo lahko novi predsednik SD počel, ker sam ne bo sedel v vladi. Ne? Tako da, če že gledamo na to, kakvi bodo te odnosi, mislim, da bo manj pomembno torej zaradi odhoda Vesne Vuković, to je verjetno razbremenilo bolj celo znotraj Svobode, odnose pa tudi odnose mogoče kakih drugih akterjev od ministrstev do kakih državnih podjetij in drugih organov, kot pa same odnose v koaliciji. Ne? Kaj pa ostala politika po tvoje, Sebastian? Ne? Zdaj, če pogledamo opozicijo, pa izven parlamentarne stranke, ker nekaj jih je v tem času vmes nastalo, ali pa izgleda, da se oni sami resno računajo na vstop v parlament po naslednjih volitvah. Zdaj, Janez Janša je prekinil nekak svoj zimski molk, ali kako čeva temu reči, in je organiziral velik shod v Ljubljani, iz katerega je sporočil dovolj je. Nova Slovenija je praktično istočasno imela neko veliko debato, oni bi rekli mašo mogoče v Cankarjevem domu, ne, v prihodnosti. Kako ti vidiš razmerja izven vladne koalicije? Se pripravljajo na predčasne volitve ali pač čakajo, da bo to umiranje na obroke se nadaljevalo do rednih volitev? No, jaz mislim najprej, da obe opozicijski stranki enostavno delajo kampanjo za evropske volitve, kar je jasno. In treba je nekaj razumeti. Te evropske volitve bodo izjemno pomembne za Evropo. Torej,
slovenski prispevek v Evropski parlament je seveda majhen, imamo 9 poslancev, ampak kljub vsemu zna čisto vsako mesto odločiti o tem, ali bomo sploh dobili naslednjo komisijo. Ne? Torej, razmerje v Evropskem parlamentu znajo biti izjemno zapletene, zato bodo to mogoče res ene ključnih evropskih volitev do zdaj. In tako SDS kot Nova Slovenija sta stranki, ki imata že do zdaj velike uspehe in sta veliko vlagali v njuno evropsko prisotnost. Ne? In jaz vidim tudi to dogajanje zdaj predvsem v luči kampanje za evropske volitve, ki bodo pa seveda imele, bom rekel, bolj neko simbolne strateške učinke za drugo polovico mandata. Torej, to ne pomeni seveda kakršenkoli bo rezultat, da mehanično vpliva na naslednji rezultat, ne? Ampak postane pa dogodek, ki se ga da izkoriščati v vsakem naslednjem političnem nastopu, sploh če se bo zgodil popoln debakl koalicije. Ne? Tako kot kaže, zato ker treba je vedeti, te ankete, ki so delane po enakem šimlu, kot se delajo, koga bi volili, če bi bile parlamentarne volitve, ne? Te niso ravno, se težko prevedajo v rezultate na evropskih volitvah, kjer je udeležba pod 30 ali okoli 30%. Ne? Tako da dajmo reči, da po trenutni oceni zna koalicija izgubiti 6-3 na teh volitvah, kar je popoln debakl in se bo to seveda lahko, če ne drugega, uporabilo za nadaljno delegitimiranje te vlade, pozivanje k temu naj se že umakne. Ne? Čeprav je to seveda bolj del političnega diskurza in neke dramaturgije moderne politike, sploh politike, ki je tako polarizirana, kot je recimo slovenska. Ne? Tako da vso to dogajanje trenutno vidim bolj v tej luči, po evropskih volitvah se bo pa seveda dogajalo precej drugih zadev. Tukaj je zanimivih nekaj zunanjih akterjev, omenil sem že Pavla Ruparja, tukaj je Resnica, so Pirati, je Zmago Jelinčič, ki je enkrat že pokazal, da se z enim samim plakatom zna tudi vrniti v parlament, ne? Tako da je še vrsta nekih drugih akterjev, ki bodo zanimivi in tukaj potem seveda največja neznanka in to je vprašanje, kako se bo Anže Logar kot eden popularnejših politikov znašel, če bo dejansko pristal na tekmovalnem parketu. Torej, zdaj trenutno te ankete, bi volili novo stranko, če bi bil on, koliko bi jih šlo, ne? To so trenutno vse še take zelo abstraktne, oddaljene ankete, šele potem, ko bi se dejansko postavil na parket, bi prve meritve pokazale dejanske možnosti, ker tam se morajo pa ljudje odločiti ali. Ne? Zdaj, če vprašajo volivce SDS-a, ali bi volili stranko, če bi bil Logar, je to ena hipotetično vprašanje, ali bi volili njegovo novo stranko, je tudi hipotetično vprašanje, ne? Če pa imajo na izbiro med strankami, tisto je prava potem odločitev. Tako da to je mogoče še ena večjih neznank, da ne govorimo o tem, da se seveda tudi v nekem levo-liberalnem prostoru stalno govori, ali pa mogoče bolj čisto že iz neke folklore se dobivajo ljudje, se razmišljajo o novih strankah, socialno-demokratskih, liberalno-demokratskih, kakršnih koli, ne? Tako da to je pa vedno neko vrenje, ki bo pa odvisno predvsem od tega, ali bo Svoboda uspela zadržati to trenutno situacijo. Torej, padanje se je nekako zaustavilo, odreagirali so z nekaj komunikacijskimi poskusi, predvsem pa vidim z določenimi opinion makerji, ki so začeli zelo močno braniti to vlado in zdaj, če se bo ustalila nekje v teh gabaritih trenutnih, ne, pol bo to seveda zmanjšalo potrebo po neki novi stranki v tistem delu političnega prostora. Ne? Ampak v vsakem primeru se bo torej dogajalo, kot smo rekli, znotraj koalicije, napetosti zaradi prerivanja za pozicije za prihodnje volitve pri obeh opozicijskih strankah, kjer je tle seveda dominanten SDS, ki pričakuje res močan rezultat na teh evropskih volitvah in pri vseh tistih zunanjih akterjih, ki se jim bo mogoče uspelo nekako prebiti
prebiti vsaj blizu parlamenta, da bodo sploh dosegli neko pozornost ljudi. Ne? Sebastian, ko si že omenil Anžeta Logarja, kako misliš, da so v SDS-u na nek način odreagirali ali pa rešili to zadevo z njim, Evo Irgl pa Dejanom Kalohom, se pravi 3 poslanci, ki so zapustili poslansko skupino? Videli smo, kako recimo to počne Gibanje Svoboda, izgon Mojce Pašek Šetinc. V SDS-u, ki pri nas velja za neko ekstremno udelo javnosti, politično neko ekstremno stranko, skrajno desnico in tako naprej, očitno na dosti bolj mehek način. Mislim, na takšen način, kot prave stranke to počnejo. Ne? Obstaja to, da so jih dali zdaj v zadnjo, ki ni zadnja, je kao predzadnja vrsta. V slovsko klop. Tako, ampak obstaja izraz za to politološki. Ne? To je v angleškem parlamentu, so to backbencherji. Torej tisti, ki sedijo v zadaj, zaradi tega, ker stranka sedeti v prvi ali zadnji vrsti je tudi stvar odločitve vrha stranke, kdo si to zasluži, tudi po neki, po kakršnih koli kriterijih si jih zaustavi. Enostavno je tako, bilo je toliko govoric, toliko pričakovanj o osamosvojitvi Anžeta Logarja in njegove ekipe, da je stranka enostavno pravočasno povlekla svoje poteze in s tem zaščitila svoje interese. Zdaj, kako bodo ti akterji nadaljevali, je seveda njihova stvar. Jaz mislim, da jim sedaj tudi kaj dosti drugega ne preostane, kot da poskusijo z svojim političnim projektom. Meni se zdi sicer škoda, da je sploh prišlo do tega razbijanja, ker mislim, da so močne stranke kot močni politični aparati kljub vsemu pomembni. Jaz bi si celo želel, da bi se malo zgostil politični prostor v Sloveniji, da bi tudi na levi dobili en močen politični aparat, ki bi bil sposoben zdržati nekaj mandatov, ker to zagotavlja neko stabilnost, neko resnost, neko profesionalnost politike. Poleg tega pa mislim, da to, kar bi bilo mogoče res v prihodnjih letih najbolj pomembno za Slovenijo in tudi v luči sicer dogajanja v svetovni politiki. To, kar zdaj lahko opažamo, je popolna polarizacija in dojemanje politike kot boja na vse ali nič. Brez kakršnega koli nesodelovanja, niti bom rekel, dovoljenja, da se pogovarjaš z drugo stranjo. Mi smo lahko videli nekaj volitev že, kako so dominantni mediji levih interesnih centrov toliko, da ne zahtevali od predsednikov strank, da prisežejo, da ne bodo šli v koalicijo z SDS-om. In vidimo, da celo, bom rekel tak, zmeren kandidat socialnih demokratov Tadej Beočanin, ki je znan potem, da sodeluje, ker kot župan seveda mora sodelovati, ki je celo izjavil, da je kot župan najbolj kvalitetno sodeloval z vlado Janeza Janše, potem pa v intervjuju izpostavi, da je preveč ovir, da bi bilo možno sodelovanje SD-ja recimo in SDS-a. Torej, tudi, bom rekel, najbolj zmeren primer mora postaviti nekako to mejo, ker sicer ne vem, če bi ga sploh spustili na kongres, kaj šele, da bi kakšne glasove delegatov dobilo, kar je grozno. Ker jaz mislim, da v prihodnjih letih, če bi se stabilizirala ena močna levo-sredinska stranka, bi za Slovenijo bila najboljša rešitev en mandat ali celo 2 mandata velike koalicije, kar seveda ne pomeni, da bi bilo to neko kompromisarstvo, kolaborantstvo, ampak bi se politični boj preselil dejansko za mize, kjer se oblikujejo politike z zavedanjem, da enostavno morajo biti sklenjeni kompromisi, ker enostavno moramo sobivati v tej skupnosti in trenutno politika se noče niti pogovarjati s predstavniki 1/3 populacije, kaj šele, da bi se usedli in da bi videli pri določenih rešitvah, ali se lahko glede stvari, ki so res tehnične, vsebinske, strokovne narave, nekaj dogovorimo, pa se bomo recimo ideološko borili pri tistih vprašanjih, ki se res tičejo neke morale, pogleda na življenje, ki torej, bom rekel, niso
tehnično državne ravni, ampak so bolj hegemonsko civilno-družbene ravni. Ne? In to ne velja seveda samo za Slovenijo, isti trend se opaža tudi drugod. Zdaj, če greš pogledat največje politološke revije na svetu, prevladuje večina člankov, se ukvarja ravno z fenomenom polarizacije in predvsem s tem, da danes polarizacija sploh ni več ideološka, da se ne bojujejo na idejah, na temah, ampak je postala popolnoma afektivna, torej popolnoma osebna je postala. In dejansko navijači ene in druge politične strani ne morejo drugih prebaviti kot oseb, ne zaradi odnosa do neke ideološke, ekonomske, socialne, moralne teme, ampak se enostavno ljudje med sabo več ne morejo niti pogovarjati. In če pomislimo, da je pred nekaj desetletji bil trend seveda popolnoma drugačen, da je bil takrat trend iskanja konsenza, čeprav se je dosti pljuvalo po tretji poti, pa ne samo po Blairu, tudi po Schröderju, je to bil vsaj poskus nekega sodelovanja zaradi tega, ker enostavno, kot sem rekel, moramo vsi živeti skupaj. Ne bo zdaj izginila 1/3 ljudstva, zato ker je, bom rekel, večina na drugi strani zmagala in dojema politiko zdaj kot popolno teptanje druge strani. Ne? Sebastian, rekel si, da bodo te evropske volitve izjemno pomembne. Nič ne kaže, da bi Anže Logar svojo platformo na njih sodeloval. Misliš, da bi moral iti na te evropske volitve? Si lahko privošči, da jih spusti? No, jaz mislim, da zdaj je že prepozno in da je tudi že napovedal pred časom, da tega ne bo naredil. Ne? Kot sem rekel, zdaj meni je žal, da je prišlo do tega razkola. Tam, ker bi raj videl močno enotno stranko, ker tudi ne vidim razlogov, da bi vsebinsko šli na razen, če že grejo na razen bolj zaradi stila ali pa dajmo reči koalicijskega potencijala, ki pa bo spet na koncu odvisen od celotne matematike volitev. Ne? Mislim, da ni več nobenih možnosti, da bi ujel te evropske volitve oziroma da bi jih ujel s tako stopnjo pripravljenosti, kot ima ali on ali njegova ekipa ambicije recimo na parlamentarnih volitvah. Ne? In da je zato dosti bolj pametno seveda, da se spustijo, da pa takoj po evropskih volitvah, če že misli, torej ali gre takoj po evropskih volitvah nekako v akcijo, torej do jeseni, ne? Ali pa res dokončno odpove kakršenkoli politični projekt tistega kroga. Ne? Ampak te evropske volitve se mi zdi, da je pametno z njegove strani, da jih je izpustil, tudi zaradi tega, ker bi ob nekem, dajmo reči, takem medlem uspehu, glede na čas za pripravo, bil lahko celo eden glavnih razlogov mogoče za to, da bi desnica dobila mogoče poslanca manj na koncu po Dontovem sistemu. Ne? Ta matematika koncentracije glasov mislim, da bo izjemno pomembna letos, ker se zna zgoditi, da bo veliko raznih strank nekako tik pod pragom, da bi dobilo mandat v Evropskem parlamentu. Ne? Ja. Dobro, Sebastian, kaj pa mi, navadni ljudje, navadni državljani, kaj si lahko mi obetamo še v dveh letih svobode? Nič kaj dosti, jaz mislim, da se moramo sprijazniti s to stopnjo sposobnosti trenutne koalicije in trenutnega leadershipa. In tudi ne vidim prav velikih možnosti, da bi se zgodile velike, čisto zaradi karakternih razlogov, da bi se zgodile velike spremembe znotraj obstoječe konstelacije. Tudi če bi se, mislim, da se ne bi pretirano dvignila stopnje kakovosti te vlade. Ne? In tako da mislim, da se treba enostavno sprijazniti s tem, da bomo morali biti veseli, če bodo kakršnekoli pozitivne drobtinice se zgodile, kar se tiče koristi, in da ne bo nekih večjih neumnosti tle. Mislim, da je doktor Mrak zelo lepo povedal, da je boljše, da se sploh ne taknejo kakšne reforme, kot da kako zadevo še celo pokvarijo. Ne. Upam, da
da se bodo vsaj malo streznili, kar se odnosa do določenih problematičnih skupin tiče, da se bodo vsaj dejansko poskusili pogovoriti z vsemi strukturami, ki stavkajo, da se ne bodo obnašali tako arogantno, recimo do raznih lokalnih okolij, kot smo zdaj videli v Brežicah in Središču ob Dravi, pa lahko razumemo državni interes in nujnost, nekam je to pač treba dati, ampak na tak način, sploh pa, ko post festum rečejo, tam bomo dali in ljudje naj se s tem sprijaznijo, enostavno bodo ustvarjali fronto za fronto. Eden velikih izzivov čaka zdaj tudi kmetijsko ministrico, ker če ne bo držala besede, ki jo je dala, in to za to vlado ne bi bilo nič nenavadnega, bo imela probleme ne samo ona, ampak tudi trenutno vodstvo kmetov, ki je, bom rekel, zastavilo praktično svojo besedo za njeno besedo in ustavilo nadaljevanje protestov. Skratka, veliko je izzivov, prav veliko pa mislim, da ne moremo jih pričakovati. Če zadnje vprašanje imam zate za danes, kaj misliš, da bo glavno vprašanje na naslednjih volitvah? Najprej bo spet glavno strateško vprašanje, ali se bo spet pojavil nek nov obraz in jaz mislim, da bomo še vedno imeli glavno vprašanje, kdo se je pripravljen sploh pogovarjati z SDS-om ali celo iti v koalicijo z SDS-om in da bomo torej še vedno ostali na popolnoma napačnih izhodiščih volilnih odločitev, namesto da bi se pogovarjali o tem, kako obrniti to politično kulturo, kako začeti sodelovati in predvsem, kako združiti eno in drugo stroko, da se začne kvalitetno ukvarjati z vsebinami in izzivi, ki so pred nami. Ker edina naloga politike v prihodnjih letih je dejansko ta, da organizira pamet nacije v iskanju rešitev za številne izzive, s katerimi se bomo kot družba soočali. V redu, bomo videli, kaj nam bo prinesla prihodnost. Za danes pa dr. Sebastijan Jeretič, najlepša hvala za tvoje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako bomo preživeli svobodo, že 1011. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi čez velikonočne praznike, mi pa se v živo spet vidimo v torek, ko bomo 2. aprila častili 1. april. Šifra, kaj pa, če je vse res. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.